Pred dobrim mesecem so se v naše kraje začele vračati ptice selivke. Nekatere vrste pridejo bolj zgodaj, druge malo pozneje, vendar se do sredi pomladi skoraj vse neopazno zberejo in gnezdijo. Selitve so zanimiv fenomen v živem svetu. Običajno pri tem prvo pomislimo na ptice selivke, a selijo tudi druga živa bitja, ribe, sesalci, želve, metulji in še mnogi drugi. Migracije ali selitve so množično, usklajeno in usmerjeno gibanje organizmov. Masovno pomeni, da se na pot odpravi celotna ali vsaj večji del populacije, ki živi na nekem ozemlju. Usklajeno pomeni, da se vsi posamezniki odpravijo na pot hkrati. Usmerjeno pomeni, da vsi potujejo v isti smeri, ne pa vsak po svoje. Selitve so skupna potovanja, ki nimajo neposredne trenutne koristi, izplačajo pa se na daljši rok. Gre za premišljen načrt in neomajno zavezanost cilju, ki je vgrajen v prirojeno nagonsko vedenje. Migracije so še vedno velika skrivnost. Kako je mogoče, da ptice potujejo tako daleč in tako natančno? Kaj je ta nenavadna privlačna sila, ki vpliva na izbiro končnega cilja? Kako se živali pripravijo na potovanje, kako vedo kdaj in kam naj gredo in kako se orientirajo, ne da bi se na poti izgubile. Kako se med potjo ščitijo, grejejo in skrbijo za omagale. Selitve ptic niso preprosta potovanja od točke A do točke B. Med selitvijo lastovke preletijo v eno smer okrog 12.000 kilometrov, kolibri okrog 6.000 kilometrov, a metulj, monarh, ki seli iz Kanade v Mehiko, okrog 4.700 kilometrov. Rekorderke med selivkami so arktične čigre. Ta vrsta ptic uživa sončno svetlobo bolj kot katerokoli bitje na zemlji. Gnezdi na severni polobli in ko se približa polarna noč, seli na skrajni jug, k soncu. Dolžina njihove poti je 20.000 do 22.000 kilometrov v eno smer. Te ptice potujejo zelo visoko z malo prekinitvami za počitek in hranjenje. Potujejo po zahodni obali Severne in Južne Amerike ali po zahodni obali Evrope in zahodni obali Afrike. Opazovalci ptič mečejo hrano. Galebi pohlepno lovijo vsak grižljaj, medtem ko čigre na dišečo hrano sploh niso pozorne. Zakaj? Ptice se med selitvijo ne odzivajo na senzoričke dražljaje. Redkokdaj se spuščajo na počivališča in iščejo hrano. V času selitve se ne parijo. V ospredju imajo le eno: priti na cilj. Ptice so bitja, ki imajo majhne, le nekaj gramov težke možgane. Kljub temu uporabljajo strategije, ki jih varujejo in jim omogočajo, da ne zgrešijo cilja. Osredotočenost na cilj je pri ljudeh dnevno na preizkušnji. Ta pri ljudeh ni nagonsko determinirana, temveč je v področju svobodnega odločanja.
Tekom dneva je veliko različnih obveznosti. Vtis je, da so vse nujne in neodložljive. V vrtincu teh nujnih in neodložljivih obveznosti zanemarjamo pomembne. V mislih imam Jezusove besede, ko je v 2 različnih priložnostih poudaril samo eno. V Evangeliju po Marku 10:21 beremo: Jezus se je ozrl vanj, ga vzljubil in mu dejal: eno ti manjka. Pojdi, prodaj, kar imaš, in daj ubogim, in imel boš zaklad v nebesih. Nato pridi in hodi za menoj. Eno ti manjka, da zaupa Jezusu in živi kot on. V neki drugi priložnosti, ko je Jezus bil na obisku pri Lazaru, Mariji in Marti, je prišlo do neprijetne situacije. Zbralo se je mnogo ljudi in Marta se je znašla v težavah zaradi strežbe. Razjezila jo je pa tudi njena sestra, ki se je komotno usela k Gospodovim nogam in ga poslušala, namesto da bi sodelovala pri delu. Nastali konflikt je Gospod razrešil z dobro znanimi besedami, ki jih beremo v Evangeliju po Luku 10:41 in 42. Marta, skrbi in vznemirjate veliko stvari, a le eno je potrebno. Le eno je potrebno. Manj skrbi za minljive stvari in bolj za te, ki bodo trajale večno. Apostol Pavel, nekoč vzvišeni farizej in goreči preganjalec prvih kristjanov, je po srečanju z Jezusom imel le eno željo, da bi spoznal njega in moč njegovega vstajenja, Jezusa Kristusa. Cerkvi v Filipi je napisal besede, ki so nam dobro znane. Beremo v listu Filipljanom 3:8. Za izgubo imam vse, zaradi vzvišenosti spoznanja Kristusa, Jezusa, mojega Gospoda. Zaradi njega sem zavrgel vse in imam vse za smeti, da bi bil Kristus moj dobiček. Svojo krščansko pot je primerjal s tekom. V 13. in 14. vrstici beremo: Ne mislim, da sem to dosegel, eno pa, pozabljam, kar je za menoj, in se iztegujem proti temu, kar je pred menoj, ter tečem proti cilju. V tem besedilu Pavel piše, kako resno je vzel svoj cilj. Pozabljam, kar je za menoj. Lahko gledamo v preteklost, ko se iz preteklosti učimo, vendar v preteklosti ne moremo živeti. Porazi in zmage iz preteklosti so spomini. Napak je bilo vedno. Včasih spomini oživijo in nas obremenjujejo. Zato je poraze in napake najbolje predati Bogu. On lahko pozdravi vse rane. Ko gre za zmage, to dobro vemo, na stari slavi se ne more živeti. Prav tako vemo, da se ne more živeti niti na starih blagoslovih. Živimo sproti, dan za dnem, vsak dan nove izkušnje, vsak dan novi blagoslovi. Pavel pravi: iztegujem se proti temu, kar je pred menoj. Ta stavek je slika tekača, ki se trudi, da doseže cilj. Pavel želi spoznati Kristusa, Jezusa, Gospoda in moč njegovega vstajenja.
Pravi, da cilja še ni dosegel, a ni niti odnehal. Teče naprej, kljub težavam, slabim izkušnjam, lažnim bratom, sporom, udarcem in pomanjkanju. V Rimljanom 8:35-39 piše: Kdo nas bo ločil od Kristusove ljubezni? Mar stiska ali nadloga, preganjanje ali lakota, nagota ali nevarnost, meč? V vseh teh preizkušnjah zmagujemo po njem, ki nas je vzljubil, kajti prepričan sem, ne smrt, ne življenje, ne angeli, ne poglavarstvo, ne sedanjost, ne prihodnost, ne moči, ne visokost, ne globokost, ne kakršna koli druga stvar nas ne bo mogla ločiti od Božje ljubezni v Jezusu Kristusu, našem Gospodu. Do cilja pridemo tako, da se osredotočimo na Boga. V tej pandemiji so izgubljeni mnogi idoli. Šport, zabava, gospodarstvo. Imamo priložnost, da naredimo revizijo življenja in se usmerimo v ta pravo smer. Skrbi in vznemirjate veliko stvari, a le eno je potrebno. Le eno je potrebno. Manj skrbi za minljive stvari in bolj za te, ki bodo trajale večno. Rada bi vam prebrala pesem Toneta Pavčka, v kateri nas spodbuja, da ne odnehamo na poti, ampak da zmeraj hodimo do konca. Ko hodiš, pojdi zmeraj do konca. Spomladi do rožne cvetice, poleti do zrele pšenice, jeseni do polne police, pozimi do snežne kraljice, v knjigi do zadnje vrstice, v življenju do prave resnice, v sebi do rdečice čez eno in drugo lice. A če ne prideš ne prvič, ne drugič, do krova in pravega kova, poskusi vnovič in zopet in znova. Nadaljujmo krščansko pot in zaupajmo Jezusu. Naj bo njegovo življenje navdih za naše življenje. Ne utrudimo se pred ciljem, kar je za nami, pozabimo. Če je Bog odpustil Pavlu, odpustil bo tudi nam. Tecimo proti cilju, ki je pred nami. Ellen White pravi: Ne glejte nase in ne razmišljajte o sebi, marveč glejte na Kristusa. Razmišljajte o njegovi ljubezni in o lepoti in popolnosti njegovega značaja. Kristus v svoji samoodpovedi, skromnosti, čistosti, svetosti in neprimerljivi ljubezni mora biti predmet vašega razmišljanja. Če ga boste ljubili in se ravnali po njegovem zgledu, ter boste popolnoma odvisni od njega, se boste spremenili v njegovo podobo. Jezus pravi: ostanite v meni. Molimo. Dobri Bog, hvala ti za Jezusa, ki v naše življenje prinaša upanje. Želimo ga spoznati, mu kljub vsemu slediti in biti vedno bolj podobni. Prosim te, daj nam moč, da ne bi odnehali, se začeli ubadati z nevrednimi stvarmi
in tako zgrešili cilj. Hvala za uslišanje molitve v imenu Jezusa Kristusa. Amen.